Pozdravljeni. Pred nami je velika nagrada Abu Dabija in kot ponavadi bom začel s tisto običajno serijo prispevkov. Še zadnjič letos si bomo skupaj ogledali vse tiste zanimivosti, še preden se bodo pravzaprav aktivnosti na progi začele. Velika nagrada Abu Dabija v Yas Marini nam ponuja kar nekaj zanimivih iztočnic. A moram vam priznati, da v trenutku, ko snemam ta prispevek, še nimam podatka, ali bo Lewis Hamilton nastopil na zadnji dirki sezone 2020 ali ne. Edini namig, katerega sem lahko izbrskal, so imena voznikov, katere so organizatorji že dali nad garaže, in na garaži Mercedesa vidimo ime Lewisa Hamiltona, na garaži Williamsa pa ime Georgea Russella. A to ne pomeni še nič. Novice morajo biti uradne. Kar je uradno in tudi zanimivo, je malce spremenjena garaža pri tovarniški ekipi Renault. Vidimo, ime Fernanda Alonsa je tam, ker bo imel demonstracijske vožnje z znanim Renaultom R25 v tem športnem vikendu. Videli bomo tudi debi Mika Schumacherja na prostem treningu, kar pomeni, da bo začenjal svojo pot v svetu Formule 1. Na izpraznjenem sedežu Romana Grosjeana bo tudi tokrat Pietro Fittipaldi. In sedaj se lahko resno vprašajmo, zakaj Mik Schumacher ne bo nastopil na dirki. Sam še zmeraj trdim, da letos v koledarskem letu 2020 nima super licence. Imel jo bo dolgo leto. Ta dirka bo tudi zanimiva zaradi tega, ker bo zadnja dirka zaenkrat Sebastiana Vettela v Ferrariju. Videli bomo verjetno zadnjo dirko Magnusena in še kakšna zanimivost se bo našla. O Perezu se ne bom še izrazil, kajti ne vem, bo to njegova zadnja dirka, si bo vzel premor, bo podpisal pogodbo, bomo videli. Kot ponavadi se bomo malce vrnili v preteklost. Dirke za svetovno prvenstvo Formule 1 gledamo tu na progi v Yas Marini od sezone 2009. Progo je zrisal Hermann Tilke in značilnost, katero verjetno pozna vsak navdušenec, je tisti podhod, tunel pri izhodu iz boksov. Kolikor bi tam se zgodilo kaj nepredvidenega, mislim, da bodo imeli organizatorji resne težave. A pred letom sem v uvodnem prispevku velike nagrade Abu Dabija malce orisal vse tiste znamenite dirke, ki so se zgodile tu v relativno kratkem času. Bližnjico kot ponavadi dobite v opisu. Danes se bomo koncentrirali le na eno. Isto iz sezone 2012 in to s prav posebnega zornega kota. Namreč, celoten spomin bo posvečen Kimiju Räikkönenu. V tisti sezoni se je Kimi Räikkönen vrnil v Formulo 1 po dolgoletnem izgonu, kjer se je malce skušal uveljaviti tudi v svetu relija. Vrnil se je v takrat novo nastalo ekipo Lotus, katera pa ni imela nobene zveze z Lotusom Colina Chapmana. Namreč bila je tovarniška ekipa Renaulta, katera je prišla v roke Geni Capital. A vseeno, ta dirka je ostala v spominu vseh navdušencev, predvsem zaradi Kimija Räikkönena. Pustimo borbo za naslov svetovnega prvaka pri strani tokrat. Kimi Räikkönen je bil enkraten že na štartu, pridobil je 2 mesti. Pred njim se je zgodila, recimo temu, manjša drama. Najprej bi vas rad spomnil, kako je priletel v zid Nico Rosberg z Mercedesom. Komaj nekaj krogov zatem je pa zagodel motor Mercedes Lewisu Hamiltonu. Ampak sedaj moramo biti pozorni, kajti govorimo o sezoni 2012.
Lewis Hamilton je bil še takrat pri McLarenu, da ne bo kakih nepotrebnih pomot. To je pomenilo, da Kimi Räikkönen je kar naenkrat postal vodilni. In v tistih trenutkih, ko je vodil in ko je Fernando Alonso pridobival v primerjavi z njim, se je zgodilo tisto, kar vsi mi navdušenci dobro vemo. Namreč njegov inženir ga je začel opozarjati po radijski zvezi. In vsi mi smo slišali tiste znane, dovolite mi, zgodovinske besede Kimija Räikkönena. Pusti me pri miru, vem, kaj počnem. In Kimi Räikkönen je takrat dobro vedel, kaj počne. Zmagal je dirko, se zapisal v strani zgodovine Formule 1 in verjetno v mnoga srca navdušencev. Vrnimo se na današnji čas, leto 2020 in dirko, katera nas čaka. Če pogledamo tiste vrednosti, ki nam jih daje Pirelli, bomo ugotovili, da ta dirka po značilnostih je precej podobna tisti v Avstriji. Z eno veliko razliko, tu imamo mešanico pneumatik na najmehkejšem delu spektra, namreč C3, C4 in C5. A o tem, kakšne bodo možne strategije, bomo govorili v kasnejših prispevkih. Treba je tudi opozoriti, da gre za večerno dirko, torej ne dnevno in ne nočno. Začela se bo tam okrog 14. ure. Treba je poudariti, da v Abu Dhabiju imajo 3 ure več kot mi, jaz govorim naše srednjeevropske ure. Torej bodo začeli tam okrog 17. lokalno. Sonce zaide po mojih podatkih tam okrog 17:35. Torej bomo videli večer in to dirko, ki se bo odvijala v mraku, seveda pod lučjo reflektorjev. In seveda v tem prispevku je treba tudi omeniti možno vremensko napoved za zadnjo dirko sezone 2020. Po meni dostopnih virih bomo imeli tako v petek kot v soboto sončno vreme, jasno, brez kakšnega močnega vetra. Temperatura zraka bo tam okrog 26 stopinj. Napoved pravi, da možnost dežja v petek in v soboto celo 0%. Zadeve se bodo malo spremenile v nedeljo. Namreč možnost dežja bo tam nekje pod 20%, bo rahlo oblačno, a temperatura zraka naj ne bi bila bistveno nižja. Govori se okrog 25 stopinj. Seveda, kot ponavadi bo, kar se tiče tega uvodnega prispevka, to dovolj. Mi se vidimo jutri s tistim prispevkom pred kvalifikacijami, kateri bo objavljen seveda malce pozneje po drugem prostem treningu, kjer si bomo na začetku pogledali tiste tehnične novosti in predvsem zanimivosti sedaj ob koncu sezone in to tista moja predvidevanja, kaj lahko pričakujemo na samih kvalifikacijah. Zaenkrat pa hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.